Začelo se je cepljenje proti gripi v letošnji sezoni. Priporočamo ga vsem, ki želijo sebe in svoje bližnje zaščititi pred boleznijo, še zlasti pa skupinam z večjim tveganjem, da zbolijo za hudo gripo. Tudi letos je cepljenje proti gripi brezplačno za vse z urejenim obveznim zdravstvenim zavarovanjem. Tisti, ki se odločite za cepljenje, se obrnite na svojega osebnega zdravnika, cepimo pa tudi na območnih enotah NIJZ po Sloveniji. V današnji epizodi se mi je pridružil zdravnik epidemiolog Zoran Simonovič. Lepo pozdravljeni. Zdravo. V zadnjih 2 letih gripe praktično nismo zabeležili. Zakaj je temu tako, kam je izginila in kaj lahko pričakujemo letos? Drži. Pravzaprav pred samo pandemijo COVID-a smo v naših krajih običajno začeli opažati začetek sezone širjenja virusa gripe nekje proti koncu meseca decembra. Večina ljudi je potem z gripo zbolela v zimskih mesecih, torej v januarju in februarju, in potem je pravzaprav ta sezona gripe lahko vztrajala vse do konca pomladi. V tej sezoni, ko je začel COVID, torej 2020-2021, vsaj v Sloveniji laboratorijsko dejansko nismo potrdili nobenega primera gripe. Ne moremo sicer reči, da je gripa popolnoma izginila. To se je potem pokazalo vsaj v drugih državah, da posamični primeri gripe so seveda se pojavljali, ni pa bilo tega sezonskega pojava. Zelo podobno je bilo potem tudi v pretekli zimski sezoni 2021-2022, vse do takrat, dokler so v družbi veljali ukrepi za obvladovanje širjenja koronavirusa. Torej, predvsem ta izostanek 2 sezon gripe lahko pripišemo temu, da smo živeli torej v času epidemije COVID-a, ko so bili uveljavljeni ukrepi za zmanjševanje širjenja hitrosti virusa. Tu lahko predvsem izpostavim zaprtje vrtcev, zaprtje šol, ker sicer vemo, da otroci so tisti, ki najpogosteje prenašajo virus med sabo in seveda potem tudi v svoje družinsko okolje. Pa spomnimo se seveda, da smo povsod uporabljali zaščitne maske, da smo zelo skrbeli za higieno rok, za razkuževanje rok, za razkuževanje površin in prostorov. Pri gripi je namreč poznano, vemo, da se prenaša v nekje 50% se prenese kot respiratorna okužba, torej z okužnimi kapljicami, z okužene osebe na okolico. Približno 50% se pa pravzaprav prenese preko okuženih rok, s katerimi se dotaknemo okuženih površin. Tako da, glede na to, da smo torej živeli v tem obdobju lockdowna, je tem pravzaprav tudi sledilo ta izostanek običajnega pojavljanja gripe. Kaj pa letos? Letos je vse malo bolj sproščeno. Kaj lahko pričakujemo v tej sezoni? Ja, glede na to, da v letošnji zimski sezoni zagotovo ne pričakujemo zapiranja družbe, vsaj ne v taki obliki, kot smo bili to navajeni v preteklih 2 letih. Torej, šole bodo odprte, vrtci bodo odprti, druženje se bo odvijalo v zaprtih prostorih, razni dogodki se neomejeno odvijajo. Mask seveda ne nosimo več tako striktno, kot smo jih bili vajeni prej. Lahko zagotovo pričakujemo, če ne bolj intenzivne sezone širjenja gripe, pa vsaj takšno, kot smo jih bili vajeni pred pandemijo koronavirusa. Po drugi strani pa pravzaprav zaradi te odsotnosti zbolevanja v teh 2 letih se ta delež oseb, ki so še posebej dovzetni sedaj za okužbo, povečal. Ker v resnici otroci, ki bi v zadnjih 2 letih se srečali z virusom gripe, torej z virusom niso srečali, virusa ni bilo kroženja in je zdaj ta delež, vsaj otrok, pa tudi odraslih, ki bodo sedaj se pogosteje okužili z virusom gripe, večji in lahko dejansko celo pričakujemo bolj intenzivno sezono gripe, kot smo jih bili običajno deležni v preteklih obdobjih. In proti gripi se lahko zaščitimo tudi s cepljenjem. Katere so prednosti cepljenja proti gripi? Ja, pravzaprav je najučinkovitejši ukrep, s katerim lahko preprečimo samo obolenje in pa seveda tudi zaplete, ki sledijo
pri nekaterih osebah, potem ko se okužijo in zbolijo za gripo, je cepljenje. Cepljenje je dokazano pravzaprav učinkovit ukrep. Iz preteklih sezon in iz spremljanja zbolevanja vemo, da običajno je zdrava mlada oseba, ki se odloči za cepljenje, nekje v 40 do 60% zaščitena pred gripo, torej ima toliko manjše možnosti, da če se okuži, torej če pride v stik z virusom gripe, da torej ne zboli. Torej gre za to individualno zaščito, ki jo cepljena oseba pridobi pred relativno nevarno boleznijo. Moramo povedati, da je zelo pomembno tudi to, da večji delež oseb, kot je cepljenih, manj je potem tudi teh okuženih in manj je širjenja virusa, in s tem pa dosežemo tudi to družbeno koristnost cepljenja, na nek način zmanjšamo tudi siceršnjo širjenje in obolevanje populacije. Torej, če se cepimo proti gripi, še ne pomeni, da za gripo ne bomo zboleli. Tako je zagotovo. Pravzaprav ne poznamo nobenega cepljenja ali pa cepiva, pri katerem bi cepljena oseba bila popolnoma 100% zaščitena pred to boleznijo, proti kateri se je cepila. Je pa pomembno pri tem poudariti, da torej, seveda, če se cepimo, imamo kar znatno manjše možnosti, da bomo zboleli. Vkolikor pa kljub temu zbolimo, pa je običajno potem potek bolezni pri cepljeni osebi blažji v primerjavi z necepljeno osebo. In tudi redkeje cepljene osebe potem potrebujejo bolnišnično zdravljenje, recimo tudi zdravljenje v enotah intenzivne terapije, saj to pravzaprav vsako sezono gripe tudi opazujemo. Koliko časa po cepljenju pa se vzpostavi zaščita? Ja, običajno podobno kot pri ostalih cepivih, torej telo potrebuje nekje 10 do 14 dni, da se po cepljenju ta imunski odziv v celoti razvije in da se vzpostavijo ti obrambni mehanizmi telesa, ki se sicer običajno pač pojavijo po cepljenju in nas ščitijo pred okužbo. Torej, pri tem je potrebno poudariti, da je prav zato pomembno pravočasno cepljenje proti gripi, da ljudje še preden gripa dobi ta svoj pravi zamah širjenja znotraj družbe, da so že pravočasno cepljeni in da so že dobro pripravljeni in zaščiteni s cepljenjem. Koliko časa pa traja zaščita? Se pravi, če se cepimo zdaj na začetku sezone, pa da pričakujemo, da je vrhunec gripe tam v januarju, začetek februarja, bo ta zaščita takrat še? Ja, brez skrbi za vse tiste, ki tudi o tem razmišljajo in si želijo na nek način morda premakniti samo izvedbo cepljenja na malenkost kasneje, z razlogom se zdaj gripa še ni oziroma se še ne širi, pa lahko še malo počakamo z izvedbo cepljenja. To pravzaprav ni potrebno, saj vemo, da potem, ko se vzpostavi ta zaščita po cepljenju, ta zagotovo traja, lahko rečem, nekaj mesecev, torej več kot pol leta, tudi nekoliko dlje. Je pa res, da po 6 mesecih postopoma upada. Ampak če vemo, da se cepimo recimo zdaj v tem obdobju, torej jeseni, bomo zagotovo zaščiteni tekom celotne sezone širjenja gripe. In je pravzaprav neko odlašanje izvedbe cepljenja iz tega vidika nepotrebno. Komu je cepljenje pa še posebej priporočljivo in zakaj je gripa za njih tako zelo nevarna? Lahko. Ja, cepljenje v osnovi sicer priporočamo vsem. Vsem, ki bi si želeli na nek način zmanjšati možnosti, da zbolijo za gripo. Kot sem že omenil, pravzaprav pri mladih zdravih sicer gripa običajno ne poteka v zelo hudi obliki, ampak če preprečimo tudi ta pojav nekadnevne vročine, slabega počutja, utrujenosti, ki nas spremlja, glavobola, kašlja, ki so znaki gripe, je pravzaprav že tudi tu nek namen dosežen, če s cepljenjem preprečimo vsako obolenje in torej nekadnevno bolezensko stanje. Je pa res, da si pa sami prizadevamo oziroma priporočamo še posebej cepljenje tistim skupinam, za katere pa vemo, da pri njih je pa večja možnost, da bo gripa potekala v težji obliki. To so pravzaprav vsi starejši od 65 let, lahko rečemo, ker takrat vemo, da ta imunska sposobnost organizma začne upadati, in pa vse osebe, ne glede na starost, ki imajo kakršnakoli kronična obolenja. In pri njih namreč gripa ne samo, da poteka v težji obliki sama po sebi in se večkrat pojavijo tudi zapleti gripe,
ampak gripa lahko in običajno tudi poslabša njihovo osnovno obolenje. Torej, če nekdo je kronični bolnik in ima težave z srcem ali z dihali, je ob samem prebolevanju gripe, potem se ta njegova osnovno obolenje toliko poslabša, da večkrat potrebujejo zdravljenje v bolnišnici zaradi poslabšanja svojega osnovnega obolenja, kot pa zaradi same gripe. Kaj pa nosečnice? Je cepljenje proti sezonski gripi varno v vseh obdobjih nosečnosti ali obstaja kakšno obdobje, ko je to manj varno? Ja, tukaj se prej pozabi povedati, da pravzaprav v to skupino oseb, ki jim cepljenje še posebej priporočamo, zagotovo uvrščamo tudi nosečnice. Vse raziskave pravzaprav so potrdile, da sam potek gripe pri noseči ženski v primerjavi z nenosečo, enako staro recimo žensko, lahko poteka v težji obliki, torej gripa pri nosečnicah pogosteje poteka v težji obliki, predvsem zaradi njihovega spremembe v imunskem statusu, pa pride tudi do teh funkcionalnih sprememb srca, dihal in je torej sam potek gripe lahko pri nosečnicah težji. Kar je pa pomembno tudi poudariti, da je okužba z gripo v času nosečnosti tvegana tudi za plod, za razvijajoč se plod in lahko pride do prezgodnjega poroda, lahko pride do poroda z manjšo telesno težo, v nekaterih primerih pa zaradi okužbe z virusom gripe v času nosečnosti pride tudi do smrti ploda in pa do mrtve rojenosti. Ampak cepljenje, se pravi cepivo, pa je varno? Tako je, zagotovo. Cepivo proti gripi spada v tako imenovano skupino mrtvih, inaktiviranih cepiv in za te vemo, da so varna in da ne morejo tudi v času nosečnosti spremeniti ničesar v tem poteku naravnega poteka nosečnosti in niso nevarna tako ne za nosečo žensko, kot ne za plod, ki se razvija. In je pravzaprav priporočilo, da se lahko cepljenje proti gripi izvede v vseh obdobjih nosečnosti, torej v vseh tromesečju, katerimkoli, in ga priporočamo dejansko vsem tistim nosečnicam, ki bodo so noseče in bodo tudi noseče v času sezonskega pojavljanja gripe. Velja to tudi za doječe matere, se pravi, obstaja kakšen argument, da v času dojenja ne bi bile cepljene? Ne, zagotovo ne. Tako kot same noseče žene se lahko proti gripi cepijo tudi torej doječe matere, ki dojijo. Tukaj bi rad povedal, da pravzaprav tako cepljenje v času nosečnosti ali pa tudi v času dojenja posredno zaščiti tudi plod. Mi vemo, da je gripa običajno lahko poteka, torej bolj nevarna tudi za majhne otroke, še posebej za tiste otroke do 6. meseca starosti, ko se sami še ne morejo cepiti proti gripi. In za cepljenjem mame, torej bodoče mame v času nosečnosti, mi z prenosom teh imunskih celic tako preko posteljice, kot seveda potem tudi ob dojenju, prenesemo to zaščito in na tak način zaščitimo tudi novorojenčka ali dojenčka. Omenila sva že, da otroci gripo običajno lažje prebolijo. Zakaj bi jih cepili? Če razmišljamo oziroma če omenimo otroke starejše od 3 let. Ja, običajno govorimo o tem, da otroci lažje prebolevajo gripo in pa tudi nekatere druge prehladna obolenja, potem, ko so že nekoliko starejši, torej govorimo o otrocih recimo starejši od 5 let, medtem ko pa še posebej za otroke mlajše od 2 let, ali pa še mlajše, kot sem že prej omenil, mlajše od 6 mesecev, pri njih pa imunski sistem še pravzaprav ni do konca dograjen in pri njih je tudi prehladna obolenja nekatera lahko potekajo v bolj burni obliki in tudi gripa. Zagotovo vemo, da pri otrocih v starosti do 2 let gripa pogosteje kot pri sicer starejših otrocih se zaplete recimo z pojavom pljučnice. Pri otrocih lahko pride tudi do vnetja obnosnih votlin, lahko pride do vnetja ušesa in tudi do nekaterih možganskih disfunkcij, tako da ti otroci mlajši od 2 let zaradi gripe nekateri tudi potrebujejo intenzivnejše zdravljenje, tudi zdravljenje v bolnišnici,
Zato se tem otrokom cepljenje proti gripi svetuje. In čeprav pri nas se redko kateri starši odločajo žal za cepljenje svojih otrok, pa v nekaterih drugih državah, kot je to recimo v Združenih državah Amerike, pravzaprav običajno, da otroci se v sklopu teh rednih cepljenj, ki so primerni za recimo dojenčka, da se potem odločajo tudi za zaščito z cepljenjem proti gripi. Pa je cepivo enako učinkovito za vse, se pravi za dojenčke in za starejše? Ne. Pri vseh cepljenjih je tako, da je sama zaščita, ki se razvije po cepljenju, pravzaprav odvisna od posameznika. Mi vemo, da je cepivo proti gripi najbolj učinkovito za mlade, zdrave osebe, te torej z cepljenjem največ pridobijo iz vidika zaščite, da je manj učinkovito pri starejših in pri kroničnih bolnikih. Ampak, kot rečeno, pri njih pa je pomembno, da s cepljenjem zmanjšajo tveganje za zaplete gripe in pa za poslabšanje njihovega kroničnega obolenja. Je pa res, da je slabše učinkovito. In pri cepljenju proti gripi imamo še en dejavnik, ki vpliva na to, kako bo cepivo učinkovito v sezoni. To pa je pravzaprav v tem, kako sovpadajo virusi, ki dejansko potem krožijo v populaciji, z tistimi tipi virusa gripe, ki so zajeti v cepivu. V cepivu namreč ni samo en tip gripe, v Sloveniji uporabljamo to maksimalno različico cepiva, ki vsebuje vse 4 podtipe virusa gripe in iz vidika tega ujemanja, boljše kot je ujemanje med cepilnimi sevi in pa sevi, ki potem krožijo med populacijo, bolj učinkovito je seveda potem cepivo. Kako pa predvidijo vsako sezono, pred vsako sezono, katere seve oziroma kakšno naj bo cepivo, pred katerimi virusi naj nas ščiti? Ja, vemo, da se virusi gripe pravzaprav zelo hitro spreminjajo in se spreminjajo tudi tekom same sezone. Vemo pa tudi, da se pravzaprav za to mednarodno, torej preko Svetovne zdravstvene organizacije in pa mednarodno stroko se pravzaprav povsod virusi gripe tudi tipizirajo in ugotavljamo dejansko potem, katera različica virusa gripe v katerem geografskem področju sveta prevladuje. In ker si pravzaprav sezoni gripe sledita, ko imamo po zimi, v zimskem času sezono gripe na severni polobli, je recimo v našem poletnem času pa sezona gripe na južni polobli. Tako pravzaprav iz tega lahko na nek način ugotavljamo in sklepamo, kateri virusi prevladujejo in se potem širijo na druga geografska območja. In tako se pravzaprav potem pripravi nekje spomladi oziroma jeseni, spomladi sestava cepiva za severno poloblo za potem jesenski pričetek cepljenja s tistimi sevi, za katere se predvideva, da bodo najverjetneje najpogostejši potem povzročitelji gripe pri nas, v naših krajih. In to je verjetno tudi razlog, zakaj se proti gripi cepimo vsako leto. Eden izmed razlogov. Ja, torej vsako leto je sestava cepiva nekoliko spremenjena in prilagojena novim različicam, prevladujočim različicam virusa gripe v populaciji. Drug razlog pa je v tem, da, kot smo že povedali, cepljenje proti gripi ne nudi neke trajne imunosti in je potrebno za to, da smo spet pred aktualno sezono gripe zaščiteni, pač obnoviti cepljenje. In pa seveda vprašanje, kaj pa neželeni učinki? Kako varno je cepivo? Ja. Pravzaprav bom spet tukaj navrgel nekaj podatkov. Videti moramo, da je cepivo proti gripi v takšni obliki, kot ga sicer uporabljamo, v uporabi že približno 70 let. In da v zadnjih letih nekje v povprečju se porabi približno 1 milijarda odmerkov cepiva proti gripi, kar pomeni, da seveda cepivo proti gripi izredno dobro in preizkušeno in iz prakse potrjeno, na nek način tako učinkovitost, še bolj pa varnost cepiva. Cepivo spada, kot sem že omenil, v skupino teh inaktiviranih ali mrtvih cepiv in ne vsebuje ničesar živega, torej samo cepljenje ne more povzročiti gripe, prav tako nikakor ne more povzročiti tega fenomena, da bi zaradi cepljenja mi potem v zimski sezoni pogosteje prebolevali prehladna obolenja. To zagotovo ne. Vemo pa, da reakcije po cepljenju so pa mogoče in sicer te najpogostejše
do katerih prihaja, so lokalne reakcije, namesto boda, rdečina, oteklina, bolečina, torej to mine samo po sebi v dnevu ali dveh. Zelo redko poročajo ljudje o sistemskih znakih, torej da imajo morda kak dan, da so nekoliko bolj utrujeni ali pa tudi, da se jim pojavi temperatura. Medtem ko pa nekih resnih neželenih učinkov po cepljenju proti gripi, pa res na teh velikih številkah vsakoletno cepljenih oseb pa nikjer ne beležimo. Pa kljub temu je v Sloveniji precepljenost proti gripi precej nizka in je med najnižjimi v Evropski uniji. Pa je vendarle v zadnjih letih kaj več povpraševanja po cepljenju? Ja, zagotovo. Sedaj lahko rečem, da je zadnjih 5 let se vsako sezono večji delež Slovencev pa kljub vsemu odloči za to najučinkovitejšo zaščito pred gripo, torej za cepljenje. Če smo približno 5-6 leti v Sloveniji so se torej cepili 3% prebivalcev, sedaj pravzaprav smo prišli na nekje 10% celotnega prebivalstva, kar je seveda iz našega epidemiološkega vidika še bolj pomembno, je delež tistih starejših od 65 let, za tiste, ki si ravno želimo, da bi se zaščitili pred težko obliko bolezni, vsako leto več in da smo dosegli že približno 28% vseh starejših, ki se torej cepijo proti gripi. Pri tem bi pa kljub vsemu želel dodati, da pa nas to še vedno uvršča na rep med evropskimi državami, da so te številke v zahodnoevropskih državah, v severnoevropskih državah neprimerno višje, da se tam tudi več kot 70-80% starejših od 65 let vsako leto cepi proti gripi, da smo mi še zelo daleč od teh številk in tukaj bi morali pravzaprav spremeniti to percepcijo. Večkrat imamo sami občutek, da gripa ni tako nevarna bolezen, da bi zaradi tega morali se zaščititi s cepljenjem in tukaj omalovažujemo pravzaprav resnost bolezni, kot je gripa in vsako leto vemo, da kar nek znaten delež ljudi potrebuje ne samo zdravljenje pri zdravniku, ampak tudi bolnišnično zdravljenje. Po drugi strani pa imamo na nek način neko nezaupanje v varnost cepiva, kar v tem primeru, vsaj če govorimo o cepivu proti gripi, res ni potrebno. Cepivo je zelo, zelo uporabljeno in druge po njem posegajo z manj strahu, kot je to pri nas. Pa verjetno je tudi to dejstvo, da je zadnja leta cepljenje proti gripi brezplačno za vse z urejenim zdravstvenim zavarovanjem. Verjetno je tudi to spodbudilo marsikoga, da se odloči za cepljenje. Ja, tudi to je zagotovo prispevalo. Pred leti smo spraševali ljudi, zakaj se ne cepijo. Nekateri so navedli tudi to, da za cepljenje je potrebno plačati. In če bi država bila prepričana in stroka prepričana, da je cepljenje smiselno, bi to cepljenje bilo brezplačno, kot je to bilo tudi kot je v večini drugih evropskih držav. Tako da ja, sedaj je pravzaprav cepljenje proti gripi, mislim, da že 3. sezono cepljenja, povsem brezplačno za vse osebe, ki imajo urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje. In torej, to je eden izmed dejavnikov, ki zagotovo pospeši in torej omogoči to lažjo odločitev za izvedbo cepljenja. Cepljenje pa ni edini način, da se lahko zaščitimo proti gripi. Kateri so še načini poleg cepljenja? Tako. Cepljenje je seveda, kot smo rekli, najučinkovitejši ukrep, da se zaščitimo sami sebe pred gripo, ni pa 100% učinkovit ukrep, zato je potrebno, da kljub vsemu, torej, če smo cepljeni ali pa tudi ne, izvajamo v času sezone respiratornih obolenj, torej tem zimsko-pomladanskem času, tudi vse ostale ukrepe, s katerimi se sami lahko zaščitimo pred okužbami. Torej, zelo pomembno je, da skrbimo za higieno naših rok, da se ne dotikamo po nepotrebnem obraza, ker saj na tak način prenesemo viruse potem v naše telo, torej ne dotikamo se ust, nosu, oči. Ali pa to napravimo torej s čistimi rokami. Kar je recimo pomembno, je, da se izogibamo nekim zaprtim prostorom, koliko je to možno, v katerem se nahaja večje število ljudi, ker tam je večja možnost, da je kdo od teh seveda okužen in prenaša povzročitelje v svojo okolico. Če pa sami zbolimo, pa lahko naredimo največ tudi pri zaščiti pred širjenjem na druge. To, da recimo skrbimo za higieno kašlja, da skrbimo za higieno kihanja, torej kihamo, kašljamo v rokav ali pa seveda uporabljamo robčke za enkratno uporabo, jih po uporabi odvržemo, skrbimo za higieno naših rok
in seveda skrbimo tudi za naše dobro psihofizično počutje, torej ustrezna prehrana, veliko gibanje na svežem zraku in vse ostale ti načini zdravega načina življenja. Ta priporočila smo pa verjetno v zadnjih 2 letih že kar dobro osvojili, če ne, pa mnogokrat slišali. Ampak če smo kljub temu zboleli za gripo, kako naj ravnamo? Kako jo zdravimo? Ja, pri gripi pravzaprav za večino oseb nekega specifičnega specifično zdravljenje ni predvideno. Obstaja pa, tudi za gripo obstajajo zdravila, ki so predvsem rezervirana za tiste, pri katerih res lahko pričakujemo, da bo pri njih lahko potek gripe težji. Pomembno je, da se začne ta zdravila jemati res zelo kmalu po začetku bolezni. Je pa, kot rečeno, zelo pomembno predvsem to, da počivamo, da če zbolimo torej za gripo, skrbimo da ne pride do dehidracije in torej simptomatsko zdravimo tiste znake, ki nas starajo, recimo zbijamo temperaturo, vzamemo kakšno pomoč za lajšanje bolečin, glavobola, bolečin v mišicah in sklepih. In pravzaprav počakamo, da bolezen mine in smo pozorni, če bi prišlo do poslabšanja bolezni, do zapletov. Velikokrat pri gripi se lahko razvije pljučnica, ta pa seveda potem zahteva nujno obisk pri zdravniku in ustrezno zdravljenje. Ker pa še vedno COVID kroži med nami, lahko istočasno zbolimo z gripo in COVIDom? Seveda lahko. Če imamo to nesrečo, da smo se nekje v istem obdobju ali v nekem krajšem časovnem obdobju okužili, torej vnesli v naše telo oba povzročitelja, torej obe vrsti virusa, potem lahko seveda zbolimo za obema boleznima. To se do zdaj ni dogajalo zelo pogosto, saj kot rečeno gripa v tem obdobju do sedaj 2 letih, odkar imamo COVID med nami, ni bila pogosta, so pa posamični opisani primeri dvojnih okužb. In te opazovalne raziskave kažejo, da osebe, ki se okužijo z obema povzročiteljema, potem prebolevajo težjo obliko, kot bi, ali če bi bili okuženi samo z COVIDom ali pa samo z gripo. Tako da zagotovo je to nekaj, kar nas v tej sezoni verjetno čaka, da bodo ljudje pogosteje zbolevali za hkratno okužbo in v tem primeru tudi pogosteje potem imeli težje poteke bolezni. Potem lahko poskrbimo tudi za hkratno zaščito. Se lahko cepimo istočasno proti gripi in proti COVIDu? Lahko. Cepljenje proti gripi in pa tudi to poživitveno cepljenje, ki je sedaj aktualno proti COVIDu, lahko opravimo istočasno, torej v istem dnevu, na 2 različni mesti sicer, ampak torej v istem dnevu. Ali pa ne glede na časovni razmik med tema 2 cepljenjema. Tako da tu ni potrebno čakati potem nekaj dni med enim in drugim cepljenjem. Za telo namreč nobeno od teh cepljenj ne predstavlja nekega imunskega izziva, saj pri obeh primerih gre za mrtva cepiva. Telo sicer odreagira z imunsko reakcijo, torej možnost teh lokalne reakcije, tako kot pri enojnem cepljenju, torej nič večje tveganje za neželene učinke, po drugi strani pa seveda zelo smiselna zaščita pred obema boleznima, še posebej, tu res poudarjam, za tiste, pri katerih tako gripa kot COVID lahko poteka v težji obliki. Torej vse starejše 65, vse kronične bolnike, tudi nosečnice, majhne otroke morda, tukaj pač predvsem gripa. In pa tudi recimo večkrat pozabljamo na skupino oseb z izrazito povišano telesno težo. Pa še za koga je cepljenje tako proti gripi kot proti COVIDu zelo pomembno, torej pri COVIDu, da so zaščiteni s temi poživitvenimi, prilagojenimi odmerki cepiva, za tiste, ki gripa lahko potem ali pa COVID lahko prenašajo naprej na svoje bližnje, ki so pa lahko rizični. Torej, če mi sami ne spadamo v skupino z težjim potekom bolezni, pa običajno nas vseeno obdajajo neki ljudje, ki pa lahko težje zbolijo, torej za njihovo zaščito se sami cepimo in tudi tem zmanjšamo možnosti, da jim viruse prenesemo, ker vemo, da te osebe, ki se lahko cepljene, ker cepljenje ni 100% zaščita, jih dodatno zaščitimo s tem, ko cepimo vse ostale njihove okolice in naredimo nek tak kokon zaščite okoli teh ranljivih. In sem verjetno spadajo tudi novorojenčki. Zagotovo. Novorojenčka zaščitimo največ, torej tako, da se cepi nosečnica, hkrati pa seveda vsi ostali, ki bodo s tem novorojenčkom prihajali v tesnejši stik, če so vsi cepljeni, potem je tveganje, da bo zbolel novorojenček toliko več. Kaj bi pa sporočili vsem, ki še oklevajo ali bi se cepili? Ja, pravzaprav bi vsem resnično, vsem
še posebej pa tistim, kot smo omenili, ki imajo večje tveganje za težje potek gripe, priporočil, da opravijo cepljenje, da se pravočasno odločijo za cepljenje, da ne taktizirajo, to namreč večkrat slišimo, nisem še imel gripe, pa se tudi letos ne bom cepil, pravzaprav čakati na to, da bomo imeli okužbo in nikoli ne moremo vedeti, na kak način pri nas ta okužba potekala, ali bo to v blagi obliki ali v težki obliki, je potem zagotovo bolje se odločiti za cepljenje, za katero pa vemo, da je varno in pač učinkovito. In tukaj včasih rad potegnem eno primerjavo z zavarovanjem, se tudi naše stanovanje hiša zavarujemo pred nekimi nezgodami, recimo pred požarom, čeprav še nikoli nismo doživeli nekega takega dogodka. Torej, ne rabimo čakati, da se nam nekaj zgodi, zaščitimo se, da se do tega sploh ne bo prišlo. Najlepša hvala za vse te odgovore in vsa ta pojasnila in upam, da se nas čim več letos cepi proti gripi. Hvala. Cepljenje proti gripi je priporočljivo za vse, predvsem za starejše, osebe s kroničnimi boleznimi in vse ranljive skupine. Je brezplačno za vse z urejenim obveznim zdravstvenim zavarovanjem. Za cepljenje kontaktirajte svojega osebnega zdravnika, cepite pa se lahko tudi v ambulantah NIJZ povsod po Sloveniji. Več informacij o gripi, cepljenju in cepivih najdete na spletni strani NIJZ. Povezavo bomo objavili tudi v opisu današnje epizode. Vkolikor imate kakšno vprašanje, na katerega danes nismo odgovorili, nam lahko tudi pišete. Z vami sem bila Katja, lep pozdrav, do naslednjič.